kako so motivirani danci. Ne da mi nismo bili, ampak res so šli 110% na vsako žogo in mogoče nas je to malo ne presenetilo, ampak nismo dobro odgovorili na njihovo trdo igro. Prejeli smo ta zadetek, se vrnili, vendar mislim, da realno treba priznati, da so bili danes boljši. Mi pa brez neke nervoze, pozitivno v ponedeljek, to je naša tekma. Vrnili smo se zahvaljujoč vašemu golu, lahko malce opišete, kako ste ga zadeli? Nič, pogovarjali smo se, kdo bo udaril, sem rekel, da bi pač prevzel, ker je bila pozicija za levičara in udaril sem. Končala je mreži, ampak to mene sploh ne zanima. Mene zanima samo ponedeljek, pa da tam naredimo to, kar moramo. Koliko ste se zdaj v slačilnici pogovarjali že o ponedeljku, že zdaj po tekmi, ste takoj misli obrnili? Tako, rekli smo, da pozabimo to čim prej oziroma takoj, ker nima smisla. Bili so boljši, treba čestitati, mi pa, kot sem rekel, ponedeljek je naša tekma in tam treba pokazati vse, kar znamo. Je vzdušje pozitivna, je reakcija bila taka, da ste že nekako usmerjeni v ponedeljek spravili? Ma seveda, nobena negative, ker niti ni razloga, da bi bila neka negativa. Smo v takšni situaciji, kot smo hoteli, vse je odvisno od nas in kot sem že rekel, pač gremo v ponedeljek 120% na glavo, da zmagamo to tekmo in da gremo na Euro. Kaj je povedal kot kapetan Jan Oblak, mogoče po tekmi, je bil kakšno nagovor, je kaj dvignil glas? Ne, nič, je tudi rekel, da samo pozitivno naprej, pozabi čim prej, da se čim prej spakiramo, da se spočijamo, naspimo in jutri je nov dan, regeneracija, priprava na novo tekmo in v boj. So vas danci presenetili, da so bili toliko eksplozivni, toliko hitri, toliko močni in toliko boljši? Pa to, ko sem rekel že na začetku, ne presenetili, enostavno mi smo preslabo odreagirali na njihovo agresivnost. Vsaka visoka žoga, vsaka druga žoga je bila njihova in tu smo imeli največje težave. Dosti je bilo tudi dosti so menjavali strani z diagonalami, smo imeli nekaj težav, ampak brez veze nekaj zdaj razpravljati tu, to je za nami. Gremo prespati, odtrenirati, oddelati to, kar moramo. Kaj je sporočilo navijačem, če so morda malce zdaj v skrbeh pred ponedeljkom? Da ne rabijo biti skrbeh, ker mi verjamemo, mi smo 100% prepričani, da bo to vse skupaj izgledalo boljše. Igramo doma še nismo izgubili tekme, tako da naj se nadaljuje tako in da bo vse tako, kot si želim. Erik, je to tekma, na kateri je Slovenija najbolj trpela v teh kvalifikacijah? Ne vem, na prvih dveh nisem bil sreden, tako da ne vem, ampak ja, definitivno. Tudi oni so, mislim, da dobili vse tekme v kvalifikacijah doma, tako da ja, to je neka njihova trdnjava. Mi smo probali, mi smo dali vse od sebe, nažalost je to bilo premalo danes za tako dobro Dansko in treba čestitati. Jan, znova ste zbrali nekaj izvrstnih obramb, ampak poraza žal niste uspeli preprečiti. Ja, nažalost nam ni uspelo danes vzeti te 3 točke, ampak tak je nogomet, Danska je bila boljša. To so pokazali na igrišču, zasluženo so zmagali. Mi imamo pa še eno tekmo v ponedeljek, tako da gledamo pozitivno naprej. Ne bomo preveč razmišljali o tej tekmi danes, ampak samo o tem, kar nas čaka v ponedeljek in verjamem, da v ponedeljek bomo na nivoju potrebnem za tisto tekmo, ki nas čaka in da bomo delali delo tako, kot je treba. Danes zagotovo nismo bili na nivoju, razen tebe, ki si blestel, soigralci, cel teden smo poslušali na glavo, na zmago, potem pa danes en strel v nasprotnikov gol. Si jezen na soigralce? Ne, nisem jezen, ampak smo realni, nismo bili na nivoju. Ni tukaj kaj za dodati, tega se vsi zavedamo in nažalost ni šlo. Zakaj ni šlo, ne vem, ampak kot sem rekel, ne rabimo razbijati glave, ne rabimo razmišljati preveč o tem, zakaj je bilo danes, kakor je bilo, ampak o tem, kako bo v ponedeljek. In se pripraviti, spočiti, upam, da bo pot zelo hitra, da se dobro naspimo, regeneriramo in pripravimo na tekmo proti Kazahstanu. Jan, kaj je sporočilo navijačem, če jih mogoče malo skrbi pred ponedeljkom, kaj je kapetanovo sporočilo in pa kaj v bistvu rabite pa vi od navijačev?
Mislim, da ne bi rabili nobenega preveliko skrbeti. Danska je favorit skupine, igrali smo v gosteh proti njim, je zelo kvalitetna ekipa skozi cele kvalifikacije. Mislim, da niso prikazali igre, kot so prikazali danes, tako da njim lahko čestitamo, so bili boljši od nas. Vsem pa lahko sporočim, da bomo v ponedeljek naredili vse, da gremo na to evropsko prvenstvo in da bo, če mogoče danes ni bilo na glavo, tudi na glavo, da igramo proti Kazahstanu, ne podcenjujemo ga, vemo, da je v nogometu vse mogoče, ampak verjamem, da na našem stadionu z navijači, z ljudmi, z vsem vam na koncu koncev s pozitivno energijo bomo to tekmo delali tako, kot je treba in se vrstili na evropsko prvenstvo. Jan, je bila to najtežja slovenska tekma v tej skupini, kako je izgledalo iz kazenskega prostora, ogromno duelov je dobila Danska, drugih, tretjih, četrtih žog, je bila to najtežja, najbolj tekma trpljenja. Ja, mislim, da je bila najtežja, ampak Danska, nekako visoki igralci, močni igralci, nam je mogoče malo manjkala ta višina, dobiti kakšen skok več, vse druge žoge so pobrali oni, tukaj bi sigurno lahko bili boljši, ker tukaj ne govori višina, ampak kot sem rekel, ne rabimo preveč razglabljati v tekmi danes, zgubili smo proti favoritom skupine 2-1 v gosteh, nogomet je tak, nažalost nam ni uspelo tukaj, ampak kot sem rekel, vse misli so usmerjene v ponedeljek, od zdaj naprej in verjamem, da bomo na nivoju in da nam bo uspelo to, kar vsi skupaj želimo. Pa vendar samo še morda komentar v drugem zadetku, razjezili ste se na svoje obrambne igralce, nekaj je bilo priložnosti, da bi se žoga izbila, ne? Pa potem tretja žoga v kazenski prostor. Danes je bilo tako, danes je nažalost bilo, da žoga nekako ni hotela, nismo mogli zbiti iz tega kazenskega prostora. Vedno so bili tam, mislim, imeli so non-stop 5-6 igralcev v kazenskem prostoru in na koncu, kot sem rekel, težko je zdržati celo tekmo na tak način, ni nam uspelo, prijeli smo 2 zadetka, ampak gledati pozitivno naprej in kot sem rekel, mislim, da ne rabimo prav veliko razglabati v tej tekmi danes, ker nas čaka čez par dni najbolj pomembna tekma teh kvalifikacij.